Hvala. Z nami so Katja Petelin, Klemen Berus, Doroteja Nadrah, Dominik Mencej, Darko Herit, ne? Potem pa Peter Perunović in Ester Ivakić. Pozdravljeni. Jaz bi začela kar s pogovorom o filmu Talenti, ki smo ga gledali včeraj. Doroteja, kako ti je bilo v bistvu oblikovati ta lik plesalke? Kako ti je bilo soočiti se s plesom? Si plesala že prej? Ja, mogoče, če lahko poveš kaj o tej izkušnji. Živel sem najprej. Jaz sem plesala, ampak nikoli s partnerjem. Medtem ko Domen je bil pa v svojih zgodnjih 20-ih drugi v evropski selekciji standardnih in latinoameriških plesov, tako da on kar obvlada. In Nejc naju je predstavil koreografki Staši Berkopec in naju je ona pol masakrirala, oziroma bolj mene. Domen me je vlačil po dvoranah in sva vadila, delala. In skozi ta ples in skozi pogovore z Nejcem je prišlo potem do tega lika plesalke. In ja, zanimivo je bilo, veliko se je delalo. Je drugače plesati z nekom, če si sam, je čisto drugače in je bila ena fajn izkušnja, tako igralska kot čisto plesalska. Je zbudila nekaj v meni. Kako pa je bilo soočiti se v bistvu s tem nekako medijskim svetom? Pač režiserja to že od nekdaj zanima, se mi zdela, nismo gledali njegov dokumentarni film o Damjanu Murku. Kako ste se v bistvu lotili tega, ne vem, ste kaj bolj raziskovali ozadje talentov ali pa pač, ne vem, televizijskih šovov? To je Nejc. Nejc je to. On želi predstaviti svet komercialne televizije in tega, kako v bistvu ta show biznis izkorišča človeka majhnega in kaj mu dela. In to je nekako s to mojo zgodbo in s tem, kako se oni mene še vedno lotevajo oziroma lika Maje. In ja, to je res tako, nekaj podpišeš, odvisen si od tega zdaj, ali boš v dolgovih na sodiščih se vlačil, ali pa boš pač stisnil in naredil. Kaj pa to naredi človeku, pa zgleda ni pomembno. Tudi to, kaj se konec koncev zgodi zmagovalci teh šovov, kaj se njim zgodi v življenjih, kaj oni od tega pričakujejo, kakšne so iluzije, vse to, kaj v bistvu iluzija vsega tega šova in kaj za tem dela malemu človeku, ki ga pač ta šov začara in presunira in niti ne ve, v kaj se spušča. Ni vse tako lepo. Kaj pa glede recimo na nek način žanra filma, ki je tudi v bistvu posnet kot nekakšna osebna melodrama ali nekaj podobnega, ste se o tem tudi kaj pogovarjali v povezavi s tem, kakšne žanre gledamo na televiziji ali pa v kakšno neko dramaturgijo se spravlja zgodbe iz resničnostnih šovov ali pa pač takih in drugačnih televizijskih šovov. Če ste recimo se kaj pogovarjali tudi o tem, kako bi nekako samo pripoved oblikovali na način, da bi mogoče nekako korespondirala s tem, kakšne pripovedi gledamo na televiziji. Mislite, da se naslajajo nad to smrtjo? Mislim, tega se je lotil bolj Nejc, ki je pisal scenarij s pomočjo ene dramaturginje in seveda mentorjev, Miroslava Mandića in tako naprej. Je pa na snemanju in tudi nam kdaj kar rekel, ja, tole malo svinjsko, ne, kar bo zdaj. In tudi recimo, ko smo Tina Gorenjak, ko je delala ta lik te voditeljice, je večkrat rekla, joj, pa to je preveč, pa jaz sem, njej se je zdelo grozno, da bi res kdo na to živel. Se je zdelo, da moraš biti res sam ta črta in da
nisi več človek, ko si del tega, zato ker delaš to, da boš napredoval, da boš šel naprej, in si samo še bager. In ja, to je on videl v tem in to je tudi hotel od ekipe, ki je delala like televizijske. Hvala. Bi mogoče kdo iz občinstva kaj vprašal? Kaj ti je bil največji izziv kot igralec? Plesati. To. Sam nek ta, mislim, saj to je težko, ne vem, če sem ta attitude, ki ga imajo, ne, sem ful gledala te, kako se one pačijo in so si všeč in imajo vse to. Jaz pa tega res nimam in to mi je bil največji izziv. Dati mene v pete, mini krilce, da se kažem, imeti neko to energijo, upam, da mi je vsaj malo uspelo. Ampak ja, to, iti nekako preko sebe, biti nek performer ene druge vrste. To. Še kaj mogoče? Kako si prišla do tega teka? Ker v bistvu najprej izgleda ful smešno, samo pa zadogaja tam na strehi, ker pač res izgleda tako, kot da si tako na koncu z močmi. A to si tako razvijala ta tek, ali to je prišlo samo od sebe? Ta račka na ven, ne, je posledica mojih plesnih let, kar povem, da z odprtimi kolki laufam. Res je tudi, da v realnosti zelo smešno tečem, se mi sošolci kdaj smejijo. Ampak ja, pač, ne vem, funkcionira. Malo sem zmučena, malo vse visi od mene, ne morem več. Zombi. Če ni nič drugega, bi jaz se zahvalila in mogoče šla kar naprej na Dominik, na tvoj film. Prespana pomlad. V bistvu gre za neko zelo drugačno temo, hkrati pa mogoče na nek način tudi drugo plat kovanca, bi lahko rekli, no, to je pač stvar verjetno interpretacije. Ampak kako si recimo se odločil posneti tak film in predvsem me zanima, zakaj na tak način? Pač gre res za neko povsem drugačno naracijo, povsem izvenžanrsko, za veliko nekega absurda, za veliko neke fantastike tudi konec koncev. Zakaj v bistvu tako temo na tak način? Ja, v bistvu, ne vem, pač jaz, ko delam film, nimam neke smeri, ne najdem pač in je pač kaos in pa to probam nekako kontrolirati, vsaj do neke mere. Tako da po drugi strani čisto noro občudujem ljudi, ki znajo tako kot najti, sfurati nek film, ki funkcionira od začetka do konca, tako pač proper, ker jaz se zgubim vmes, jaz sem ta scenarij sem milijonkrat prepisal, vmes je bil horor, vmes je bilo nekaj tretje, neka drama zajebana, tako. Tako da pa so ostajali neki elementi iz različnih stvari in pač se tako tudi zgleda film, ki tako pač kar neki kosi različni, ki v bistvu so pač zdaj skupaj zlepljeni in ne vem, pač to. Hkrati pa se mi zdi, da se nekako v bistvu zelo lepo zaokrožil neko, no, vsaj ob ogledu dobiš ta občutek, da je res to del nekega sveta, pač te punce, ki v bistvu ima zelo, pač živi v nekem svetu, paralelnem ali nekaj. Ja, v bistvu, ves ta, ko sem razmišljal o tem filmu, sem izhajal vedno iz nje, ne. Vedno je to v bistvu njen svet, vse, kar se dogaja, v bistvu iz njene perspektive. In tudi nikoli zares ne moramo določati teh ostalih likov, kaj zdaj to se dogaja z njimi. Tako da tudi ona na koncu njemu ne reče, v bistvu, mogoče si celo resničen, sprav v bistvu sploh ne vemo, ne. A je to zdaj, kaj je zdaj on, v glavnem, ampak verjetno je resnična, ampak pač je pa iz njene perspektive, tako da ne ve ona, ne, v bistvu. In ja, zato v bistvu ona je ta vezni člen, saj v bistvu je v vsakem kadru praktično, ker je to njena zgodba, to se njej dogaja v glavi in pač tako pač dojema vse okrog sebe. Pa si mogoče kaj razmišljal, recimo, od kod si črpal ideje za te fantastične prizore ali pa, ne vem, ker pač recimo filmskih tradicij je nekaj, ki se
na ta način spopadajo s snemanjem ali pa v literaturi ali pa ne vem, pač. Ja, v bistvu iz nekako povsod, ali kaj ne vem, z Wikipedije, kjerkoli pač, jaz pač ne vem, ali pa nekaj sanjam, pa se pa zbudim, pa si rečem, to je zanimivo, pa pozabim, pa pride nekaj drugega ven iz tega, pač ne vem, ker pač neke ideje, pa probaš, kam bi jih lahko uturil, pa sfuril, da so del zgodbe, ker ponovadi so vedno najprej same ideje, ki si rečeš, fakt, to bi pred naredil, pa nikamor to ne gre, v bistvu film je pa tako, okej. Tako da v bistvu s tem filmom sem v bistvu glih hotel razbiti strukturo, neko glih za to, da sem si lahko prvoščil, pa delal, kar sem si izmislil, ker dostikrat se mi je že zgodilo, da sem imel neko idejo, tako še pred faksom, ko sem neke te kratke filmčke delal, sem imel neko idejo, to bi naredil, ampak je bil to samo nek mini prizorček ali pa nekaj malega in pol začel kao razvijati okrog te ideje film in na koncu tega ni bilo več v filmu, ker ni pasal nikamor, tako da pač tle sem malo probal bolj tako. Se pravi, je šlo kdaj tudi recimo za čistko vizualne fascinacije s tem, kaj bi lahko počel vse na filmu in pač sprobavanje tega, kaj funkcionira? Ja, v bistvu, ja, vmes je bilo še ful bolj enih idej, kako bo nekaj vse popačeno in stvari in tako. In tako nasplošno se mi zdi bolj vizualno gledam filme, tako da pa grem skozi to nekako vizualno, kaj. Ja. Zakaj te je pa v bistvu sploh, zakaj si se odločil posneti film o neki taki kočljivi temi, mogoče o nekih tudi psiholoških zagatah tega dekleta? Ja, v bistvu glavna tema mi je bila v bistvu o tem ideja, zakaj sploh v to smeriti, pač težave s komunikacijo s svetom, pač komunicirati z ljudmi, pa v bistvu nekako, da bi nekako ona skozi ta film prišla do tega, da pač v bistvu vse ni važno. In v bistvu pa sem šel na to psihologijo, sem pač rekel, če ona pač ima res take težave, mora biti nekaj narobe z njo in pa se je udarilo očitno v glavo in zato, da je lahko tako bilo in pa je pač postalo samo še bolj bizarno vse skupaj. Ima mogoče kdo iz občinstva kako vprašanje ali pa komentar? Kako si pa v bistvu, kako ste se soočili z igralci in z oblikovanjem vseh teh likov? Je to bilo tako že vnaprej nekako določeno, kakšne odnose bo imela ta punca ali je to tako tudi tekom snemanja se kaj razvijalo? Tekom snemanja bolj malo, mislim, itak pri nas na faksu nekako je to pol snemanje toliko natrpano skupaj, ker ni denarja, da bi bilo to ful enih dni. Tako da takrat pa samo posnameš to, kar si se že vse prej zmenil, ne. Sva pa imela pač zanjo igralko, sva imela ful enih vaj, pa itak jaz sem nekako z njo v mislih že pisal ta scenarij, ampak ja, glede odnosov pa to pa se je spreminjalo skozi pač pred snemanjem še vse živo. Hvala. Če ni vprašanj, komentarjev? Jaz sem bil ful fasciniran na uno sceno, ki je not v TV ekranu, v bistvu tudi en shot posnet pa nas to čist sam prišel do tega? Ne vem, kako sem prišel do tega, ampak po mojem, da ne sam. Mislim, kaj si tako pol kasneje gledam, pa vidim, da sem pokradil ful enih stvari, ne. Tako da, možno, da sem, ampak mislim, da večina teh prizorov, kar je doma, nekako to z mamo psihotično, pa to mi je bilo malo inspiracije iz Requiem for a Dream, te scene mame doma, pa televizija, pa ko se televizija pogovarja z njo, pa sem rekel, televizija se lahko pogovarja in pa sem začel razmišljati, kako bi, ker itak sem imel pol ideje, kako v bistvu nek narator na televiziji komentira mamo, ki hodi. To je bil po mojem nek Family Guy moment, ko on je narator samega sebe vmes in tako, ne vem, izposod se to pol zlepi nekako skupaj. Ne vem pa, od kje točno je bila ta ideja. Ful se mi zdi likovni film, to je res. Hvala. Klemen, jaz bi s tabo nadaljevala s filmom Free Božidar, povsem drugačen film, dokumentarni. Kako si prišel do tega lika in zakaj si se odločil o njem posneti film?
Ja, jaz sem za Božidarja slišal takrat, ko je bil v priporu skoraj 3 mesece in je tudi gladovno stavkal in je bilo kar odmevno po Sloveniji. In sem že takrat pač si rekel, da je to ena taka zanimiva zgodba, mislim, tudi da nekoga zaprajo, zato ker je imel par sadik konoplje na vrtu. In pol, ko je prišel čas, da sem v drugem letniku, da smo začeli delati na teh dokumentarcih, sem se spomnil na to zgodbo, no, in sem se odločil, da bo to. Ker me je nekako zanimalo, no, ta zgodba o človeku, ki se bori za nekaj, v kar verjame, čeprav ima zaradi tega pol v bistvu veliko hudih problemov. Tudi ta vidik v bistvu uporabe konoplje v zdravstvene namene, ki je bil zelo izpostavljen v filmu, se ti zdi to nekaj, recimo, kar se vam je zdelo še posebej vredno izpostaviti ali pa o čemer je potrebno odpreti pogovor danes? Ja, mislim, jaz sem pol, ko sem se dobil z Božidarjem, mi je pač predstavil še to konopljeno olje oziroma smolo, s katero se ukvarja, ki jo izdeluje. In mislim, takoj sem videl, ne, da to ni zdaj nek, rečemo temu hipi, ne, nek junkie, ki si pač goji drogo, da se bo zadeval, ne, ampak je dejansko nekdo, ki se resno ukvarja tudi s tem, da nekako pomaga ljudem in izdeluje to olje. In seveda je bila to pol takoj ena izmed glavnih tem, ki jih je bilo treba pokriti. Kaj pa se z njim zdaj dogaja, z Božidarjem? Ja, Božidar je še vedno hod po sodiščih, je pa ta obravnava, ki je prikazana tudi v filmu, on se je pritožil na to obsodbo in je Vrhovno sodišče mu je ugodilo in so zahtevali ponovno sojenje, tako da zato, ker sodnik ni upošteval vseh dokazov in se to zdaj nadaljuje. Mislim, da je imel glih ta teden se je spet začelo. Tako da. Videla sem v špici, da je pri produkciji sodelovala tudi RTV Slovenija, pa me je zanimalo, a je to kakšna možnost, da bo to prikazano tudi na televiziji? Zdelo se mi je tako nekaj, kar bi, ne vem, svoji babici dala gledati tudi, ali pa pač, kar bi res morala tudi neka televizijska publika videti. Ja, mislim, mi smo to itak delali v sodelovanju z RTV-jem, ki sodeluje s Faksom, mislim, z Akademijo. Tako da jaz upam, no, da bo prišel film tudi na televizijo. Je pa seveda odvisno od njih, kdaj se bodo odločili gledati gor. Bi kdo kaj vprašal? Ti si imel posnetke racije direktne in pač, ko smo se mi pogovarjali, a kaj je to za igrano ali res? In je očitno, ne, No ja, saj. A je res? Ja, tisti posnetki njegove aretacije so ta pravi. Se pravi, kako si vedel, da je točno takrat, točno tam, da ga bo... Ne, vsega nisem jih jaz posnel, no, to sem dobil od njegovih prijateljev. Ko je bila ta... Slučajno so potem snemali, da bi... Mislim, ko je bila ta aretacija in hišna preiskava, je on takoj poklical svoje prijatelje in oni so prišli in so začeli snemati. Sicer so jim policisti govorili, naj nehajo, ampak so vsaj posneli. Tako da. In smeš potem te posnetke uporabiti? Ja, mislim, sej v bistvu ne bi lahko snemal policiste med opravljanjem njihovega dela. To ne bi bilo kaznivo. Pa tudi itak sem na posnetkih ne vidim nobenega obraza, so vsi bolj kot ne v temi, tako da glede tega ni problema. Božidar je dobil 7 mesecev, se mi zdi, da 7 mesecev, kaj zaradi upiranja aretacij. Kaj je to, mislim, kaj je naredil točno? To je bilo pa v bistvu, ker to pač tam v Murski Soboti se bolj kot ne vsi poznajo in tudi s temi policisti se je že odprej poznal in oni točno vejo, da on goji konopljo.
In tudi s tisto trgovino, ki je odprl in je v bistvu stopil na žulj. In seveda ga poskušajo zmeri na vsak način nekako zalotiti pri nečem in pride pa tudi do raznih preperov med njimi. To mislim, da je bilo v bistvu prišlo do nekega zmerjanja med njimi in so potem ga poskušali obtožiti operanja aretacij. Še kaj mogoče? Ne, potem bi jaz se ti zahvalila in nadaljevala kar s Katjo. Tvoj film je v bistvu precej drugačen od vseh ostalih, ki smo jih gledali. Gre za eksperimentalni videospot, recimo bi temu lahko rekli mogoče. Kako je prišlo do tega, da si posnela v bistvu videospot za skupino Trus? Je bilo to naročilo ali si se to ti odločila? V bistvu želim pri vsaki stvari, ki jo naredim, oziroma sploh zdaj načrtujem, ki jo bom naredila, da se uporabi glasba ljudi, prijateljev oziroma znancev, oziroma sploh taka, Trus so zdaj že znani, ampak sicer pa ne znanih bendov, da se medsebojno pomaga. In potem sem jih prosila, če lahko kdaj uporabim njihovo glasbo v kakšnem naslednjem delu. In ko se je začela ta delavnica, pač s Koljo Saksida, sem rekla, v redu, ne, bom zdaj naredila 30 sekund na to podlago, pa potem on reče, pa vzem cel komad Kolja, to je 3 minute, ne, dajmo malo. Pa rekel, dajmo cel komad, ne. In potem sem predstavila in zdaj je to kot spot, na nek način je v bistvu, no. Zakaj pa te zanima v bistvu eksplicitno glasba oziroma z glasbo delati na ta način, da ima pač neko središčno vlogo v filmu? Mislim, središčno vlogo. Želim se čim bolj posvetiti glasbi na splošno. In zaradi tega, ko sem sama zdaj malo zapostavila igranje. In na splošno se mi zdi zelo zanimivo, kaj ustvarjajo ljudje, ker je v bistvu na nek način enak princip razmišljanja pri vseh ustvarjalcih, tako kot pri videu oziroma animacija, je tudi pri ustvarjanju glasbe. Moraš imeti neko tisto iskrco, ko jo čutiš, nek tak življenjski žmoht. Ampak v bistvu skozi nek drug medij. Zakaj pa recimo sam ta nek, ne vem, če bi temu sploh lahko rekli žanr, ampak recimo nek eksperimentalni pristop k filmu bolj zanima, tudi k animaciji, recimo, kako si se začela zanimati za to? Najprej sploh nisem vedela, da me zanima. Vedela sem čutila sem sam, da moram na nek drugačen način kakšne stvari predstavljati, ampak še nisem vedela, kako. In potem se je pojavil sploh takrat, mislim tudi zdaj, ta problem, da so vedno neke megalomanske ideje in zaradi vseh okoliščin potem ne moreš tega lepo speljati in začneš preveč razmišljati o sami stvari, rata nek kaos in sem hodila to prekiniti in sem rekla, nič, ne, dajmo narediti pol popolnoma obratno od tega, s čimer se zdaj mučam in naredimo eno popolno eksperimentacijo. Mislim, nisem vedela sploh, kaj bo ratalo, nisem vedela, kako se to dela in vem, da na začetku tega, ko smo s Koljo še to projicirala, čisto na začetku sem jaz to gledala pa rekla, ima to sploh smisel, kaj je to, ne? In potem, ko je bilo to narejeno, je rekel, zdaj ima smisel, zdaj vidim. Ampak mi je postalo zelo všečno, ker sem videla, da je to nek način, da obogatiš mogoče kakšno narativno zgodbo, da dodaš neki atmosferi. Tako da si želim, da bi se naučila nekako skombinirati obe plati. No. Bi kdo kaj vprašal v zvezi? Kaj si snemala? Manipulacija z Strakom Super 8. In potem, ves ta trak, vse te metre, režeš, barvaš, najhujše je bilo to z varikino dol spravila, to potem pogledaš roke, tako joj. In sem dala v projektor in potem snemala projekcijo na steni, kar je,
sem bila zelo razočarana zaradi tega, ker na steni, ko se je to projiciralo, je bilo čudovito, res je bilo krasne barve. Potem, ko to posnameš, mislim, se še vedno deluje, sam je nek bolj medlo, veliko bolj, ja, ampak drugače pa manipulacija tega Super 8. Koliko pa je recimo na vaši šoli prostora za tovrstno ustvarjanje, pač spodbujajo k temu pri predmetih profesorji? Ja, pa v bistvu ja, no, v bistvu je dovolj, so neke omejitve, ampak se mi zdi, da se dopušča neko širino, da si lahko ustvarjalen. In sploh pri teh delavnicah, pri animaciji, je pa res everything goes. Tako da se je videl, imamo mislim, da 4 animacije na FSF-ju, a so 4. In vsaka je čisto drugačna, ali mogoče še več. In vsaka je čisto drugačna. Tako da je popolnoma prosto in potem on je pomagal, ja, da nas je vodil. Tako da tukaj je bilo res odprto. Sicer pa ja, mogoče so kje kakšna navodila, ampak imaš ogromno prostora potem, da še sam razvijaš svojo ustvarjalnost. Hvala. Jaz bi potem še vaju vprašala. Vidva sta sodelovala pri filmu Klaustrofilija. Kako je pa delati recimo kolektivno animacijo? Kako ste sodelovali skupaj? Bilo je pač res veliko ustvarjalcev. Bilo je ful zabavno. Veliko stvari se je vmes dogajalo. Ne, mislim, da je vse skupaj trajalo kakšen mesec pa pol celega dela. Bilo nas je v skupini 8, 5 od tega ful bolj zagnanih za delo, 2 sta se malo šlepala. Ne vem. Kako ste do ideje prišli? Je to bilo pač skupinsko odločitev? Ideja se je mešala ful dolg časa. Mi smo hoteli v bistvu z začetka narediti eno daljšo zgodbo, ampak je na koncu prišlo samo do enega sprehoda skozi zrušeno mesto, ker na koncu pride do tiste osebe, ker je bila v bistvu z njemu skupaj zamrznjena v ledu za ne vem koliko dolg časa. Še zelo pozorno na začetku filma se vidi, da sta v bistvu 2 te komore, samo da je ena že razbita. In potem je pač opazil to svojo soprogo, ki je čist pač razklana tam na tleh in je ful ubedo pol. Odkot pa naslov recimo Klaustrofilija? Klaustrofilija je v bistvu obratno od klaustrofobije, ker na nek način pomeni, da ti paše biti zaprt noter v stisnjenih prostorih. Tako da je malo tak psihedelična animacija. No. Tudi na nek način tudi so vmes te kaleidoskopske te scene. In je pač tako malo. V bistvu se tudi dogaja noter v glavi od vse od tega človečka, ki nastopa noter. Zakaj pa tak nek distopični moment, recimo, ali pa nek ta pristop k animaciji? Tak, darkerski mislite. Ja, ne vem, nam so ful všeč take stvari, glede na to, da se na svetu dogaja ful veliko svinarije. Sicer tukaj nismo noter prav neki ne vem kaj povedali s tem, ampak ja, no, načeloma smo v tem letošnjem letu, ko smo delali isto na faksu, smo se bolj odločili, da bomo delali neke bolj darkerske stvari in ta ena izmed njih, ki smo jih naredili. To je to. Gre pa za tehnika stop motion animacije? Stop motion tehnika, ja. Imeli smo tudi kakor nek slider, ki smo lahko gor pol premikali fotoaparat, med tem smo animirali tudi stop motion animacijo. Tako da je prišlo do tudi nekega gibanja, kar je naredil ful fajn pri tem filmu. Bi kdo kaj vprašal na tej točki? Ne? Če ne bi se vam jaz tudi zahvalila za pogovor in vsem ostalim. S pogovorom nadaljujemo jutri ob 11:30 in potem vsak dan. Hvala.